kako je prišlo do sodelovanja s Planinskim vestnikom in kako je nastala pravzaprav ta knjiga? Ja, ko sem jaz začela hoditi, sem dejansko pisala najprej zase, zato ker sem želela, da se ohranijo te spomini. In potem, ko sem malo za nazaj brala, dobrih 20 let nazaj, sem poslala enkrat en tak spis pač na uredništvo Planinskega vestnika. Vlado je bil že takrat urednik in me je bilo to objavljeno in me je tudi povabil, naj še kaj napišem. Tako da je to en tak lep začetek. Bilo je sodelovanje z lektorji, z urednikom. Mislim, poleg tega, da sem rada pisala, sem se tudi učila zraven. V tistem obdobju sem potem kar precej pisala za Planinski vestnik. V samozaložbi sem izdala 2 otroški planinski knjigi. Potem je pa prišlo obdobje, ko sem jaz dobila vnučke in to je prevzela prednost, tako da in jo ima še zdaj, bom rekla, nekaj varstvo, pač služba in tako da je pisanje kar malo zadaj ostalo. Potem je pa ime 2 let nazaj po mojo Vlado mene klical, če bi bila pripravljena za eno knjigo skupaj spraviti. Sem kar mehko tako omahovala, moram priznati. Ampak pa sem se le usedla in počasi je stekla, tako da sem naredila en osnutek, tako lep in moram pa reči, da sem hvaležna za to pobudo. Mislim, da bi zdaj spet še kaj napisala. Ta knjiga je kot nek majhen vodniček za iskanje manj znanih poti. Ampak a je v slovenskih gorah še manj znanih poti? Jaz mislim, da še. Mislim pa tudi, no, to je moje osebno mnenje, da imamo planinske poti tako na široko in na gosto že, da je prav, da te neznane, pa bolj samotne stezice tudi pustimo, no, tisti naravi, živalim, prvotnim prebivalcem, bom rekla, ker tudi oni rabijo in svoj mir, da je vse širok raktor in je prav, da imamo, ne rečem, občutek tudi za naravo in živali, da imajo svoj prostor. Nasvet profesorja Ivana Šumljaka, očeta Slovenske planinske poti, ki letos praznuje 70-letje, ne pozabi doma dobre volje, optimizma in vere v svojo moč. Vse to ti pride na poti presneto prav. Kakšen pa je tvoj nasvet planincem? Ja, moj nasvet bi bil, da si predstavljamo, da damo v eno vrečo svoje skrbi, obremenitve, pa hitrosti, a tisto vrečo na to prvo drevo pesmo, preden gremo hoditi. Pa v tišem umu bi pile, pa se pa res prepustimo naravi in probajmo poslušati, vonjati, gledati, ker bi na ta način res doživljamo naravo. In vse to v knjigi res zelo dobro opisuješ, tudi opremiš z fotografijami, s krasnimi fotografijami, ki z opisi verjetno vabijo v Slovenske gore. Hvala lepa.